Ja, pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratno epizodo MoneyHow snemamo v živo in nas lahko spremljate tudi preko Zooma, kot seveda tudi preko YouTubea. Danes smo za male vlagatelje pripravili nekakšen mini vodnik po davkih. Februar je namreč pomemben mesec za vse, ki vlagamo na borzo. Saj do 28. februarja potrebno dati napoved za odmero dohodnine za v preteklem letu ustvarjene obresti, kapitalske dobičke, dividende in tako dalje. Z menoj sta dva davčna strokovnjaka, Jure Mercina, partner v družbi za davčno in podjetniško svetovanje Leitner & Leitner, z nami je bil že lansko leto v prvem davčnem podcastu v Sloveniji. Jure, zdravo! Marja, živijo in en lep pozdrav vsem slušateljem. Povzetek najnega pogovora si lahko tudi pogledate na blogu, na Business Spaceu. Mogoče vam bodo tisti zapiski prav prišli pri letošnji oddaji davčne napovedi. Z nami pa tudi Ivan Kranjec, odvetnik in davčni strokovnjak v podjetju CMS Slovenija. Tudi Ivana smo že gostili in sicer na temo kriptodavki. Zdravo, Ivan. Živijo, pozdravljeni spet, pozdravljeni vsi ostali. Ok, predlagam, da gremo kar v akcijo. Prejeli smo izredno veliko vprašanj in bomo poskušali na vsa ta vprašanja tudi odgovoriti, da bo zadeva tako lažje tekla, da bomo nekako si lažje predstavljali stvari. Sem v bistvu pripravila PowerPoint z vsemi vprašanji, tako da jaz predlagam, da gremo kar po teh vprašanjih. In sicer, eno od prvih vprašanj, ki smo jih prejeli, in sicer od Andreja, je bilo, kaj v bistvu sploh počne davčni svetovalec, kdaj se splača davčnega svetovalca najeti, koliko velik portfelj moraš imeti, da se ti to v bistvu tudi splača, pa če lahko mogoče malo poveste, kakšne portfelje imajo vaše stranke, pa tudi koliko to stane pod črto, ker stroški so zelo, zelo pomembni, ko govorimo o investiranju. Kar izvolite. Jure, boš ti začel. Ja, delo davčnega svetovalca je v bistvu precej široko, zajema veliko aspektov. Nekako tisti del, ki se v praksi izkaže, da je najpomembnejši, je predvsem, da se vnaprej zavezancu pojasni, kakšne davčne učinke ima za njega določena transakcija. Torej, če se odloči, da bo recimo trgoval z delnicami, kaj to pomeni za njega v smislu davkov. Potem, to je seveda tako malo, dajmo reči, malo davčno planiranje ali pa vsaj to, da človek ve, kaj ga čaka potem, ko neko transakcijo naredi. Drugi del je pa seveda potem, ko neko transakcijo že naredi, da mu lahko recimo davčni svetovalec pomaga tudi pri pripravi ustreznih davčnih napovedi. Nekako tisti tretji del je pa še to, da recimo takrat, ko je pa, jaz ponavadi rečem, že malo prepozno, ko pride kakšen inšpektor oziroma ko so že nastopajo neke težave, pa lahko davčni svetovalec tudi zavezanca zastopa v tovrstnih postopkih napram FURS-u. Zdaj, kdaj se splača najeti davčnega svetovalca? To je zelo težko odgovoriti. Vsekakor jaz samo rečem, da se veliko bolj splača davčnega svetovalca najeti, preden se transakcija izvede, kot pa potem, ko so stvari že narejene in se nekaterih zadev več ne da za nazaj sanirati. In lahko imajo take transakcije potem tudi precejšnje neugodne davčne posledice. Zdaj, kar se tiče samega portfelja, tukaj bi jaz rekel, da ni vprašanje, kako velik portfelj ima posameznik, ampak predvsem, koliko je trgoval in kako kompleksne transakcije ima posameznik. Ker vi lahko delate enak obseg transakcij z portfeljem 10.000 evrov ali pa s portfeljem milijon. In na koncu leta v bistvu je davčna napoved, ki jo je treba oddati, identična, samo mogoče drugačne številke so noter, ampak pojavljajo se pa ista vprašanja in iste dileme. Zdaj, kar se tiče pa stroškov davčnega svetovanja, je pa tako, praviloma se davčno svetovanje zaračuna po porabljenem času in svetovalnih urah, pri čemer je svetovalna ura odvisna od nivoja svetovalca, in znaša nekje od minimalno 80 evrov za asistenta pa do 200 evrov za partnerja. Plus DDV. Plus DDV. Koliko pa je DDV-ja tle? Ja, trenutno je 22%. No, evo, Ivan, izvoli, še ti.
Ja, mislim, sej ne bi imel kaj zelo veliko dodati, ne. Kar je Jure povedal, vse drži. Jaz bi mogoče samo še ta aspekt povedal, da davčnega svetovalca pravzaprav ne rabite vsako leto, ne. Naša naloga davčnih svetovalcev je tudi izobraževati ljudi. Se pravi, ko ti enkrat z našo pomočjo vložiš napoved in če imaš potem enake transakcije tudi v naslednjih letih, boš verjetno že sam izpolnil vse te napovedi. Se pravi, ni treba gledati zdaj to kot strošek poslovanja, ki se pojavi vsako leto, da bi angažiral svetovalca, ampak bolj kot nek enkraten vložek, ne samo v svoje znanje, no, ampak tudi potem za naprej, da še sam spoznavaš malo okolje, v katerem dejansko deluješ. Ne. Vsak investitor mogo, rekel, poleg podjetniške žilice imeti tudi malo občutka za administracijo, za vodenje evidenc, za sledenje transakcijam, ne, in vse to potem, ko potegnemo skupaj, je pravzaprav davčna napoved. Tole pa ni bila ravno najbolj podjetniška izjava, moram priznati. Ni bila, ampak pač tudi to je del podjetništva, ne, tudi papirologija, pa kakorkoli vzameš, ne, tudi to je strošek. Tisto prej, veš, ko si rekel, da ne rabiš davčnega svetovalca vsako leto, ne, to si je zelo dobro zapomniti. Ja, ne, saj pravim, tudi to je del naše naloge, ne, se pravi izobraževanje. Ja, se strinjam. Ali lahko mogoče povesta, kakšne naložbe pa sploh imajo vaše stranke? Gre to res za neke bolj kompleksne investicije ali tudi recimo čisto obično trgovanje z delnicami in ETF-i? Tudi to, vse mogoče, od tistih majhnih, ki so recimo enkrat vložili, pa pol zadeve pozabili, čisto po domače povedano, pa zdaj treba kaj za nazaj vložiti, do takih, ki imajo več transakcij, pa do takih, ki se tudi poklicno ukvarjajo, ne, čeprav tukaj pa že potem nek preskok, ko dejansko pride iz tega, da ti kot vlagatelj, fizična oseba, že iščeš opcije za optimizacije in že razmišljaš o tem, da bi odprl dejavnost ali pa celo DOO, se pravi neko pravno osebo in potem vlagal preko pravne osebe. Tukaj pa pravzaprav že čisto drugačen princip compliance pa napovedi, ne, se pravi, se prestaviš iz zasebne v podjetniško sfero. Potem o davčni optimizaciji bomo danes zagotovo še govorili oziroma bomo govorili, tako da to bomo prišparali malce za konec, ne. Ok, gremo kar takoj na najbolj aktualno zadevo. Kdo mora oddati napoved za odmero dohodnine do 28. februarja? Ivan, boš ti povedal na hitrco? Tule imam zapisano, da boš ti povedal. Vsi, ki so imeli kakršnekoli obdavčljive transakcije v preteklem koledarskem letu, se pravi do 28. februarja 2022, napovedujemo tiste transakcije oziroma tiste obdavčljive dohodke, ki so se zgodili lansko koledarsko leto, se pravi vrednostne papirje, ki smo jih prodajali v letu 2021 in pa dividende, ki smo jih prejeli v letu 2021. Napoved v Sloveniji pravzaprav oddajo samo tisti, ki so slovenski rezidenti. Jaz sem nekako predstavljam, da je to večina poslušateljev danes, no, in za njih velja ta obveznost, da se odda napoved. Luka je imel tu eno tako zanimivo vprašanje, ki se tudi pogosto pojavlja, kako damo vlogo za obdavčitev od delnice Apple, se to smatra kot dividend ali finančni inštrument. Mogoče, če lahko pojasnimo, kako ločimo. Ja, to je tako klasično vprašanje, ki je nek mikser, ki je noter vpleteno vse od delnic do dividend, do kapitalskih dobičkov. In tukaj je treba najprej pojasniti, ne, mi načeloma ločimo, če zdaj zelo plastično povem, med dobičkom iz kapitala pa med dohodkom iz kapitala. O kapitalskem dobičku govorimo takrat, kadar ti del svoje naložbe odprodaš, se pravi, se tvoja naložba zmanjša in ob tej prodaji lahko realiziraš dobiček ali pa izguba. Za take transakcije oddajaš to napoved za odmero dohodnine od odsvojitve vrednostnih papirjev ali pa deležev. Po drugi strani imamo pa dohodke iz kapitala, to so pa obresti pa dividende. Pri obrestih pa dividendah je zadeva taka, da se tvoja naložba ne zmanjšuje, še vedno ostaja enaka, ti samo dobivaš donos iz naložbe. Iz te naložbe, ne? In zato se daje pa druge napovedi. To so pa napovedi za odmero dohodnine iz dividend pa iz obresti. In to moramo vse zdaj do konca meseca oddati. Za dividende pa vrednostne papirje, je rok 28. februar. Zdaj, če odgovorimo na tole vprašanje od Lukata, sprašuje, kako dam vlogo za obdavčitev od delnice Apple. Najprej se moramo tukaj vprašati, kaj je Luka s to delnico sploh naredil. A je to delnico pridobil v letu 2021, ali jo je prodal, ali je pa dobil donos iz te delnice kot dividendo. Če jo je pridobil, mu napovedi ni treba vlagati, ker to še ni obdavčljiv dohodek. Če jo je prodal,
bi mogel napoved vložiti za odsvojitev. Če je pa dobil dividendo iz te delnice, bo mogel pa tudi dati napoved za prejeto dividendo, ampak to je druga napoved, za katero pa velja isti rok, ta 28. februar. Ko smo se lansko leto pogovarjali, Jure, se prav spomnim, kako si bil zelo natančen, ko sem te vprašala, kdo mora oddati napoved za odmero dohodnine, in si prav poudaril, da vsi tisti, ki so ustvarjali neke, ki so odsvojili vrednostne papirje in ustvarjali neke dividende, ampak si pa tudi povedal, da tudi mladoletne osebe in upokojenci, to si pa prav izpostavil. Zakaj si to izpostavil? To sem izpostavil zato, ker veliko zavezancev misli, da če so pri trgovanju ustvarjali recimo izgubo, da jim potem davčne napovedi ni treba vložiti. To ne drži. Tudi če ste vi v bistvu trgovali in pod črto koncu leta ustvarjali izgubo, ali pa tudi če ste imeli samo en trade na leto, je davčno napoved treba vložiti. In tukaj tudi ni nobene omejitve v smislu tega, da samo recimo polnoletne osebe morajo vložiti, ampak naložijo vsi davčni zavezanci. Davčni zavezanec pa v bistvu postaneš z rojstvom in nisi več davčni zavezanec, ko enkrat umreš. Tako da tukaj nekih omejitev ni. Edino, kar bi pa poudaril, če ste mladoletni oziroma če vas starši uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane, in z trgovanjem zaslužite več, kot znaša znesek splošne davčne olajšave, potem vaši starši izgubijo pravico do davčne olajšave. Tako da tukaj treba biti pozoren na to. Tako da to ne velja zdaj samo za mladoletne, ampak tudi za kasneje, recimo za študente, ki so še vzdrževani družinski člani. Je pa tudi tako, da mladoletne osebe ne morejo odpreti trgovalnega računa pri tujih brokerjih, zato pač je potrebna polnoletnost, medtem ko mladoletne osebe v spremstvu staršev pa lahko recimo v Sloveniji odprejo trgovalni račun in trgujejo. To se mi zdi pač fajn, da se tudi pove, ne? Ja. Jaz bi se kar navezal še eno stvar, ki je Jure lepo izpostavil. Tudi če imate izgubo, je to treba napovedati. Zakaj je treba napovedati? Zato, ker različne vrste kapitala, dobički in izgube iz različnih vrst kapitala se med sabo lahko tudi pobotajo. Čisto konkretno, če ste vi recimo prodali neko nepremičnino in tam naredili dobiček, v istem letu pa v prodaji delnic ustvarili izgubo, se bosta ta dobiček pa izguba med sabo lahko pobotala v enem delu. Zdaj, če vi za delnice, ki ste jih prodali z izgubo, napovedi sploh ne boste dali, potem tudi finančna uprava pri odmeri celotnega dobička tega ne bo mogla upoštevati in boste pravzaprav sami na slabšem. No, se bomo potem še enkrat ponovili to o izgubah in še dodali par zadev, ker smo tudi dobili nekaj vprašanj na to temo. Gremo kar naprej. Prijava računov. Katere račune je potrebno prijaviti in katerih ni potrebno prijaviti, pa dajmo biti tukaj kar se da konkretni. Tukaj imam zapisano, da bo na to odgovoril Ivan. Ja, mislim, vse je tukaj že napisano, tale poudarek, da trgovalnih računov načeloma ne prijavljamo, plačilne račune pa. Zelo po domač povedano, če ima vaš račun dodeljeno IBAN številko, potem ga morate prijaviti na FURS. Zdaj, ni treba prijavljati stanja na računu, ni treba prijavljati prilivov posameznih na račun, morate prijaviti imetništvo tega računa. Kakšne so davčne posledice zaradi prilivov na ta račun, to je čisto druga zgodba, ampak tukaj imamo samo vprašanje, katere račune je treba prijaviti. Če ima IBAN, ga morate prijaviti, se pravi recimo N26, Revolut in tako naprej, medtem ko trgovalnih računov ali pa račune, ki jih imate za trgovanje na raznih kriptomenjalnicah in tako naprej, pa na FURS ni treba prijavljati. In to so tudi potrdili na FURS-u. Preverila sem pa tudi, kako je z mednarodno izmenjavo podatkov, ker FURS namreč prejme podatke o finančnih računih finančnih inštitucij, se pravi bank, hranilnic, investicijskih subjektov, borzno-posredniških družb in tako dalje, kot so depozitni računi, transakcijski, to so transakcijski, poslovni, čakovni, varčevalni, skrbniški in kva piše slele računi, ki jih imajo naši rezidenti odprte v tujini. To so odgovorili na FURS-u, hkrati so mi pa tudi sporočili, da so prejeli za davčno leto 2020 240 000
poročil o računih, od tega pa 104.368 ima fizičnih oseb odprte plačilne račune v tujini. Se pravi, največ jih imajo odprte pri Revolutu in pa N26. 69% poročil prihaja iz Avstrije, Litve in Nemčije. In ja, to so statistike Fursa. Povedali so pa, da nimajo razdeljene statistike po trgovalnih računih, tako da bi lahko vedeli, kateri Slovenci, koliko Slovencev trguje prek Interactive Brokers ali pa preko drugih brokerjev. Gremo kar naprej. Davčne stopnje, to se mi tudi zdi pomembno, da še enkrat obnovimo. Jure, a boš to ti povedal na hitro? Ja, seveda. Zdaj pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov velja pravilo, da davčna stopnja pada sorazmerno z trajanjem imetništva nekega vrednostnega papirja. Če vi odsvojite papir v obdobju do 5 let, znaša stopnja 27,5%. Potem po 5 letih, torej za imetništvo 5 do 10 let, stopnja pade na 20%. Za imetništvo od 10 do 15 let pade na 15%, od 15 do 20 let imetništva na 10%, po 20 letih pa je dobiček neobdavčen. Pri dividendah je stopnja in pa tudi pri obrestih je stopnja fiksna in je 27,5%. Zdaj je bil zunaj predlog, da bo pač se znižala ta davčna obremenitev. Kako je zdaj s tem, kdaj lahko pričakujemo, da bo to šlo v resno obravnavo? Ja, zdaj zakon je v obravnavi in zna se zgoditi, da bo v marcu še glasovanje, oziroma zadeva je zdaj ratala spolitizirana, tako da vprašanje, a sploh bo to sprejeto ali ne, tako da, ampak ja, redno spremljamo, zato ker prinaša kar nekaj zanimivih novosti. Če si se zdaj Marja glih na ta zakon navezala, lahko še tudi omenim, da ta predlog, ki je zdaj zunaj, predvideva tudi možnost, da se bo posameznik sam odločal, ali se njegovi dohodki iz kapitala obdavčijo po fiksnih stopnjah, tako kot zdaj, ali pa se obdavčijo po progresivni lestvici. Seveda si bo mogel vsak posameznik izračunati, kaj je zanj bolj ugodno. Se pravi, se bo še bolj v bistvu zakompliciralo, oziroma še bolj se bomo mogli davčno opismeniti, po domače povedano. Tako, ker zdaj so stopnje pač jasne, če bo pač ta predlog sprejet, potem pa bo tukaj nekaj prostora za davčno optimizacijo. Če recimo služite izključno, odvisno bo od več faktorjev. Načeloma je tako, da tisti, ki so majhni traderji, se jim bo verjetno splačalo uštevati dohodke v letno dohodninsko osnovo. Tisti, ki imajo pa večje volumne tradinga, se jim pa ne bo, ampak vsak bo mogel izračunati, kaj se mu bolj splača. Bomo kar počakali najprej, da sprejmejo ta zakon, da nam bo preveč časa zgubljati. Še ena zanimiva zadeva. Vprašanje je tudi, če bo zakon recimo marca ali aprila sprejet. Glavno vprašanje je, ali bo veljal že za to leto ali ne. Načeloma retroaktivna veljavnost davčnih predpisov ni dovoljena. Tle bi šlo pa za retroaktivno veljavnost predpisa, ki bi bil pa zavezancem lahko v korist. Take izjeme so pa včasih tudi dovoljene. Ok, bomo spremljali in potem naredimo spet kakšen webinar ali pa kakšen podcast. Ok, gremo zdaj na izjeme, to je tudi blazno pomembna zadeva. Ne vem točno, kdo je napisal je, da ima mizerni prihodek od dividend oziroma dobička in znaša manj kot 20 €. Je to res treba prijaviti? Jure, mogoče bi ti lahko povedal, a je to potrebno prijaviti in v katerih primerih ni potrebno prijaviti. Oziroma prijaviti jo treba v vsakem primeru, oziroma ne plačamo davka. Kdaj ne plačamo davka? Tako, ja. Odgovor je ja, vsak v bistvu dohodek od dividend ali dobička je treba prijaviti, tudi če znaša manj kot 20 €. Je pa potem pravilo, da FURS ne odmeri davka, če bi ta davek znašal, mislim, da je manj kot 20 €. Ampak v vsakem primeru pa boste tudi o tem dobili odločbo. Zdaj, kar se tiče pa izjema, v katerih primerih se davka ne plača, je pa tukaj kar nekaj različnih primerov. Če se mogoče navežemo recimo zdaj na razne investicijske razrede, recimo davka se ne plača, če vi ustvarite dobiček pri prodaji recimo plemenitih kovin, ki so v fizični obliki. Torej, tukaj je mogoče tudi prostor za kakšno optimizacijo, če razmišljate recimo, če kupite ETF, ki je vezan na zlato,
pa ga prodate z dobičkom, boste plačali pač davek od kapitalskega dobička, če pa prodate fizično zlato z dobičkom, pa ta dobiček ne bo obdavčen. Seveda pod pogojem, da ne trgujete pač v okviru upravljanja dejavnosti. Potem en produkt, ki so ga nekako tudi zavarovalnice pred leti nekako uspele poriniti naprej, so življenjska zavarovanja. Torej življenjska zavarovanja, spet so tukaj neki pogoji, sicer če ta polica traja več kot 10 let, in seveda v okviru tega življenjskega zavarovanja potem tudi zavarovalnica vlaga sredstva v določene vzajemne sklade in če pri tem ustvarjen dobiček po 10 letih, tak dobiček ni obdavčen. Potem seveda imamo tukaj kriptovalute, seveda izhajam iz tega, da niste nek dnevni trader, da tega ne upravljate kot dejavnost, ampak da pač vsake toliko časa kupite ali pa prodate kakšno kriptovaluto. Trenutno od tega še ne plačate davek, je pa seveda v obravnavi prišel nov predlog zakona, po katerem bi se pa tudi samo unovčenje kriptovalut obdavčilo. Tako da to pa mogoče, Marja, za konec še omenim Forex trgovanje. Tudi pri Forex trgovanju trenutno obdavčitve ni. Če se ne upravlja kot dejavnost, seveda. Tudi veliko vprašanj smo dobili okrog tega, tudi Domen sprašuje, kako je obdavčeno trgovanje z valutami, kdaj in kako je potrebno poročati o trgovanju, torej tega ne poročamo. Tudi za transakcije, ki jih naredimo, recimo, če želimo kupiti delnice v dolarjih, pa moramo v bistvu iz evri konvertirati v dolarje, tudi v tem primeru pač ne pride do davčnega dogodka, so pa stroški konverzije, to je pa treba povedati. Tako. A bi lahko mogoče sam še eno zadevo vprašala, ker to je bilo ob koncu leta izredno aktualno, kar se tiče skladov življenjskega cikla. Tudi to je v bistvu na nek način neobdavčeno, dokler vplačujemo, potem pa, ko pa izplačujemo, pa malo verjetno drugačna zgodba, ali kako? Verjetno imaš v mislih PDPZ. PDPZ oziroma skladi življenjskega cikla, ja. Tako, ja. Zdaj, če si vi to prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje plačujete sami, torej ne, da vam plačuje delodajalec, vam vsako leto pripada olajšava, ki znižuje vašo letno davčno osnovo. Seveda tukaj govorimo o dohodkih, ki se vštevajo v letno osnovo. Tako da lahko si potem na ta način znižate davčno osnovo. Potem pa seveda, ko pa začnete prejemati neko premijo, neko rento, se pa trenutno 50% te rente všteva v davčno osnovo. Veliko vprašanj prihaja vezano na kriptovalute. O kriptovalutah bomo tudi govorili malce kasneje, ne sedaj. Še eno vprašanje vezano na Forex, ki se vrši preko CFD-jev. Če se ne motim, je potem to obdavčeno 40%. Ja, tudi izvedene finančne inštrumente bomo tudi kasneje malce bolj poglobljeno obdelali. Zdaj gremo pa kar naprej. In sicer davčni dogodek, tudi tako vprašanje pridejo, kdaj in kako pride do davčnega dogodka. Recimo Aleš sprašuje, ali davčni dogodek nastane ob prodaji ETF-ov preko spletnega brokerja ali šele takrat, ko so denarna sredstva od prodaje nakazana na TRR. Kako je zdaj s tem? Ivana, boš ti povedal? Ja, mislim, zakon reče, da do obdavčilnega dogodka oziroma do dohodka pride takrat, ko ti je dohodek dan na razpolago. Zdaj, na razpolago ne pomeni nujno, da ga dobiš na TRR. Tudi, če ti je recimo nakazan na tvoj trading account in se ti lahko z njim odločaš, ali ga boš reinvestiral, ali ga boš tam pustil, se šteje, da si ta dohodek že prejel in takrat nastane tudi obdavčilni dohodek. Se pravi, če bi recimo prodal enoto ETF sklada 30. decembra lansko leto, denar bi pa dejansko prejel na svoj TRR šele v letošnjem letu 2022, je to obdavčilni dogodek, ki bi ga mogel napovedati v sklopu transakcij za leto 2021. Ja, pa mogoče bi še jaz nekaj tukaj zraven dodal, da je zakaj pomemben ta dan, ko je bil v bistvu, jaz smo pravim ponavadi to value date v teh izpisih, ker če ste vi dobili dividendo ali pa recimo, če ste prodali vrednostni papir v tuji valuti, recimo v dolarjih, je treba v bistvu narediti pretvorbo iz dolarjev v evre po tečaju, ki je veljal na ta dan, ko je v bistvu bil ETF trgovan. In to treba vzeti uradni tečaj
ECB-ja, ne pa tisti tečaj, po katerem je recimo konverzijo naredil broker. Vse to bomo pa v nadaljevanju tudi videli. En primer sem ga naredila v eni tabelci, tako da bojo videli, kako v bistvu se to naredi. Ti si rekel ECB, Banka Slovenije, tudi čisto v redu tečajnica Banke Slovenije, ne? Vse je isto. Ista je, se nimaš druge, ne? Ok, gremo naprej. Še Nejc je bil tukaj, to sem pa čisto zgrešila. Če z delnicami ne trgujem, se nerealiziran dobiček obdavči? Sprašujem. Ne, ta nerealiziran dobiček se ne obdavči, če trgujete kot fizične osebe. Malo drugačna zgodba je pa, če govorimo o pravnih osebah, tam je pa potem seveda odvisno to finančno naložbo, po kakšni metodi jo vrednotite. In če vrednotite po pošteni vrednosti, je potem treba na zadnji dan bilančnega leta pogledati, kakšna je borzna cena te delnice in potem se morebitni dobiček napram, če se to primerja z stanjem na 1.1., to predstavlja prihodke, ki so obdavčeni. Ampak to velja za pravne osebe, za fizične osebe pa samo realizirane transakcije so relevantne za obdavčitev. Gremo kar naprej. Samo sekundo. Prijava nakupa naložbe. Je potrebno prijaviti tudi nakup delnic oziroma katerikoli drugih naložb? Kdaj je to potrebno in kdaj ne? O tem je bila kar ena taka žolčna razprava in tudi dobili smo pojasnilo, ki smo ga objavili na businesspace.com, tako da pojdi si ga prebrati, ampak dajmo še tole malo pokomentirati. Ivan, vem, da si želiš to komentirati. Mislim, želim komentirati. Jaz vsekakor pozdravljam to pojasnilo FURS-a, ker stališče zavezancev je zelo ugodno. FURS reče, ni treba prijavljati vsakega nakupa delnic oziroma naložb, šele če presežete prag 25% v osnovnem kapitalu bi mogli to prijaviti. Kar je fino, to vas razbremeni zelo veliko administracije glede poročanja FURS-u. Vsekakor morate imeti pri sebi podatke o tem, kaj ste kupili, kdaj ste kupili, pa po kakšni vrednosti, ker ta stvar je potem pomembna za naprej. Namreč kapitalski dobiček se računa kot razlika med prodajno in nabavno vrednostjo, se pravi, moramo poznati vrednost ob nabavi, in pa višina davka na kapitalski dobiček se določa glede na trajanje udeležbe oziroma na trajanje lastništva, zaradi tega moramo vedeti tudi datum, kdaj smo določeno naložbo dobili. Zdaj, Zakon o finančni upravi, ki določa, kaj se vodi v registru davčnih zavezancev, prav sicer malenkost drugače, da bi bilo praviloma treba voditi tudi naložbe, ki jih ima zavezanc doma ali v tujini, ne postavlja tega kriterija 25%, kar pomeni, da čist po črki zakona bi bilo treba prijavljati vse. Ampak v praksi se tega ne izvaja. Jaz se tega tudi zavedam, da ljudje ne prijavljajo vseh nakupov delnic, niti FURS tega do zdaj ni zahteval. Ivan, kolikrat v življenju si pa ti napovedal nakup delnic? Bom rekel čisto odkrito, zaradi tega, ker jih nikoli nisem nabavljal. Meni osebno nisem vlagatelj v delnice. Poznam sicer zadevo, z strokovnega vidika, že zaradi tega, ker je to del mojega poklica, ampak da bi se pa sam s tem ukvarjal, nisem tip za to, čisto odkrito. Jaz sem tudi povedala, kar javno sem povedala, da nikoli nisem tega prijavila, ker nisem tudi vedela, da je treba prijaviti, oziroma ni bilo sploh nikoli govora o tem. To smo letos prvič zvedeli, da je v bistvu je bilo potrebno, da je obstajal, oziroma sploh ne vem, kako bi temu rekla, davčni strokovnjak je v bistvu povedal, da je potrebno prijaviti nakup delnic, in potem so vlagatelji završali in preverili smo na FURS-u in tam smo dobili odgovor, da to ni potrebno. Tako da nekako tako je bilo se zgodilo. Jaz osebno se strinjam s tistim davčnim strokovnjakom, ampak se bom zanesel na pojasnilo FURS-a. FURS je povedal. Vse o izgubah, nekaj smo sicer že povedali, ampak dajmo še to odgovoriti na ta vprašanja, kdaj je smiselno uveljavljati izgubo, kaj vse se lahko pobota, potem gremo pa naprej še na špekulativne izgube, pa na videzne osvojitve. Jure, boš to ti mogoče prevzel? Zdaj tako je. Splošno pravilo je, da vi lahko pobotate izgubo, ki ste jo ustvarili pri določenem trgovanju z neko delnico ali z ETF-om, z dobičkom, ki ste ga dosegli v istem letu pri trgovanju, bodisi
drugih vrst vrednostnih papirjev, lahko tudi iz naslova odsvojitve nepremičnin. Pomembno pa je, da izgubo, ki ste jo recimo naredili pri trgovanju, te izgube pa ne morete pobotati z recimo prijetimi dividendami ali pa obrestmi v tistem letu. Torej, dobički pa izgube se med sabo pobotavajo samo pri kapitalskih dobičkih, pri drugih vrst dohodkov iz kapitala pa ne. Pomembno je tudi to, da izgube, ki ste jo ustvarjali v določenem letu, ne morete prenašati v naslednje obdobje. Torej, če ste imeli vi slabo leto, ste realizirali tisto leto izgubo, ki niste mogli pobotati za dobički v istem letu, zato ker je bilo dobičkov premalo in imate tako imenovano nepokrito davčno izgubo, te izgube ni možno prenašati naprej. Tukaj je samo ena izjema, ki pa je po moji praksi zelo malokrat pride v poštev, in to je, če ste kasneje istovrstne delnice dobili iz naslova povečanja osnovnega kapitala iz lastnih sredstev družbe. Tam so tudi še določeni pogoji, ampak ne bi tukaj zahajal v detajle, ker po moje slušatelji to ni aktualno. Tako da to so nekako splošna pravila glede izgub. Potem bi pa zelo rad opozoril še na to tako imenovano pravilo o navidezni odsvojitvi. Oziroma tukaj na slajdu si lepo Marja napisala, gre za tako imenovane špekulativne izgube. Torej, to pravilo pa pravi, da se izguba pri odsvojitvi posameznega vrednostnega papirja ne prizna, če ste bodisi v 30 dneh pred ali 30 dneh po odsvojitvi tega vrednostnega papirja, ki je bil izgubarski, pridobili istovrstni vrednostni papir. Torej, s tem se nekako, veste, da se ne ustvarja umetno davčna izguba, s katero potem pobotate recimo dobičke pri ostalih vrednostnih papirjih. Tako da to je zelo pomembno, ko davčno napoved pripravljate, imate tam tudi en stolpec, kjer piše noter pravilo navidezne odsvojitve. In tam morate označiti, ali gre za tako odsvojitev ali ne. Tako da, če imate kakšne trade, ki so znotraj 30 dni, pa da ste, seveda, to pravilo se uporablja samo takrat, kadar iz trade naredite izgubo, je treba potem preveriti, ali mogoče ta odsvojitev ne zapade pod to pravilo, ker v tem primeru se vam izguba ne bo priznala. Jože sprašuje, če to poravnavo izračuna FURS sam, se pravi ta pobot, izguba, dobiček, to verjetno, seveda to oni sami izračunajo. Vi dajete napoved, podate podatke in vam ni treba nič računati noter, koliko davka boste plačali, kakšne so vaše davčne osnove in tako naprej. To je potem razvidno noter iz odločbe, ki vam jo FURS izda. Je pa fajn tisto odločbo preveriti, zaradi tega, ker zakon je precej jasen, kako je treba te morebitne dobičke pa izgube med sabo upoštevati, pa kako se časovna obdobja upoštevajo, včasih znajo pa malo po svoje narediti. Tako da, če je stvar pomembna, je fajn angažirati svetovalca, da pogleda pravilnost tega izračuna. Ok, gremo naprej. Normirani stroški 2019 se je dalo z nakupom in prodajo pač znižati davčno osnovo, vsaka pridobitev in osvojitev po 1%. Kako je sedaj s tem? Ja, to je tisto, kar je Jure že prej omenjal, te navidezne odsvojitve kapitala. Včasih se res tako dela, ker se ti pri transakciji, ko narediš, pri nabavni vrednosti upošteva 1% normiranih stroškov in pri prodajni vrednosti upošteva tudi 1% normiranih stroškov. Se pravi, če si ti delnico kupil in isti trenutek tudi prodal, ekonomsko nisi ustvaril niti dobička, niti izgube, ampak za davčne namene si ustvaril 2% izgubo. In zavezanci so to začeli zlorabljati. Se pravi, petkrat si delnico kupil pa prodal, ekonomsko si ostal na nuli, ampak za davčne namene si imel pa priznanih 10% izgube. FURS je hitro pogruntil, da to pa tako naprej ne bo šlo, zaradi tega so se leta 2020 ta pravila spremenila. Imamo to pravilo navidezne odsvojitve kapitala, se pravi, če v 30 dneh prej ali kasneje nabaviš istovrstni inštrument, se ti ta izguba ne prizna, plus še dodatna omejitev, normirani stroški zdaj ne morejo presegati dejanske izgube oziroma dobička, ki si jo tukaj realiziral. Gremo kar naprej. Kopiranje portfeljev, to zlasti govorimo o eToro, trgovalni platformi, ki omogoča kopiranje portfeljev uporabnikov. Kako je v tem primeru z obdavčitvijo?
Ja, mogoče lahko jaz tukaj vskočam. Zdaj, jaz razumem samo kopiranje portfeljev, da v bistvu se delajo enaki tradi, kot jih dela tisti trgovalec, katerega kopirate. Seveda, želja je, da se pač doseže tudi enake dobičke, ker običajno gre za neke uspešne traderje. Težava, ki lahko tukaj nastopi, je samo, če te uspešni traderji res naredijo ogromno tradov na leto, in tudi recimo trgujejo z nekimi bolj kompleksnimi finančnimi instrumenti. Težava se lahko pojavi, recimo, če vi imate, ne glede na to, da imate nek relativno majhen znesek, ki ga vložite noter, pa lahko zelo boli glava, potem, ko je treba konec leta oddati napoved, ker imate ogromno tradov in običajno je potem težava pri zbiranju ustreznih podatkov, ki jih je potrebno v davčno napoved vnesti. Jaz bi sam še določeno stvar dodal, pa ni to povezana z davke, ampak je povezana z ekonomiko. Če ti kopiraš določenega traderja, ampak delaš na bistveno manjšem volumnu, te lahko dve stvari res usekata. Eno so provizije, drugo je pa davčni sistem. Se pravi, jaz ne morem kopirati nekega Američana, ki vlaga, ker on mogoče strošek davka, ki ga ima v te transakcije vkalkulirane, je zanj bistveno manjši, kakor bo zame. Recimo, če se gremo CFD-ja, se pravi izvedene finančne inštrumente, v tujini ne vem, če so obdavčeni 40% dobički, tako kot so pri nas. In mogoče bo za tega traderja, ki ga jaz kopiram, taka transakcija na koncu še vedno dobičkonosna, jaz bom pa na njo plačal dejansko ogromno davka in zame ne bo toliko dobičkonosna. Tudi ta vidik je treba upoštevati, ko gremo nekako kopirati portfelj pa transakcije nekoga drugega. To je v bistvu zelo dober point. Tako da ja, bodimo pozorni, če kopiramo portfelje. Jože in Tom sprašujete, kaj pomeni istovrstni inštrument oziroma vrednostni papir. Mislim, da je bilo to pri tebi, Jure, ko si govoril o navidnih izgubah. Ja, to je bilo v tem kontekstu. Istovrstni vrednostni papir je, načeloma se gleda, da vsak vrednostni papir ima ISIN, ki je tako kot neke vrste ID vrednostnega papirja. Tako da tukaj se vedno pogleda ISIN kodo in če je ista, potem gre za istovrstni vrednostni papir. Ni tako, da je to recimo po razredih, da je to delnica ali pa ne vem. Lahko tudi v končni fazi, ne vem, ista družba ima različne razrede delnic, prednostne, navadne, ne vem, obveznice, kakorkoli. Tako da pa v tem primeru ne govorimo o istovrstnem vrednostnem papirju. Tudi to vprašanje se kar pogosto pojavljalo in sicer ne vem točno, kdo je dobil od eTora za $100 delnic Tesle, ker je izpolnil neko anketo. V primeru referrala na Interactive Brokers pa lahko dobiš tudi za $200 delnic Interactive Brokers. Kako se to prijavi? Hočem jaz. Ja, evo, zdaj sem Ivan na vrsti. Ja, dejansko podarjene delnice, že izraz podarjene pomeni, da je to darilo. Se pravi, vi ste za €0 dobili 100 delnic oziroma za vrednost €100 delnic, konkretno Tesle, in to morate na FURS napovedati, dejansko bo to obdavčeno potem kot drug dohodek. Uštevali se bo v vašo letno osnovo za dohodnino in od tega boste plačali dohodnino na letni ravni. Morate pa stvar napovedati v 15 dneh po prejemu teh delnic. Teh $100 morate na dan, ko ste jih prejeli, pretvoriti v evre in to bo vaš obdavčljiv dohodek. FURS vam bo od tega odmeril akontacijo dohodnine po stopnji 25%. To akontacijo boste mogli med letom plačati. Če se bo potem na koncu leta izkazali, da ste na letni ravni akontacij preplačali, boste nekaj dobili vrnen. Če jih je bilo premalo akontacij med letom plačanih od vseh mogočih dohodkov, ki se všteva dohodnino, ne samo od tega dohodka, boste dobili pa potem nazaj vrneno. Ampak tudi teh €100 delnic je dohodek, ki je obdavčljiv, ne v sklopu kapitalskih dobičkov, ker niste še nič odsvojili, to je zaenkrat samo pridobitev, ampak ker ste dobili neko vrednost in niste nič plačali, zato je to po vsebini darilo oziroma drug dohodek. Ja, mogoče bi se, Ivan, hvala, še navezal samo to, tako kot si pravilno rekel, to je pač, ta dohodek nima veze z dohodki iz kapitala, ampak ko boste pa vi te delnice prodali, bo pa seveda treba vložiti napoved za kapitalske dobičke. Je pa tukaj zelo pomembno, da kot nabavno vrednost teh delnic navedete tržno vrednost delnic v trenutku, ko ste jih pridobili. Da tukaj ni nabavna vrednost nič, zato ker v tem primeru
boste v bistvu plačali davek dvojno. Ok, gremo naprej. To pa moramo nujno malo bolj v detajle zanalizirati, sicer ETF in klasični vzajemni skladi, ki kupujemo preko družb za upravljanje, kakšne so bistvene razlike. Jaz mislim, da bo s prihodom novega traderja tudi na slovenski trg, Trade Republic, bo postalo investiranje v ETF še veliko bolj privlačno, kot trenutno je, kajti prek Trade Republic bo možno, bo v bistvu transakcija, za transakcijo bo potrebno odšteti 1 evro. Trenutno pri Interactive Brokers odštejemo pa 3 evre. Tako da to bo zelo zanimivo spremljati, kaj se bo dogajalo. Torej, gremo pogledati, kakšne so razlike v obdavčitvi ETF-ov in klasičnih vzajemnih skladov. Jure, boš to ti povedal? Ja, bom jaz začel, pa mogoče Ivan lahko še skoči, če bo kaj. Zdaj v sami osnovi, se tako ETF kot klasični vzajemni skladi, če vi prodate ETF oziroma točke sklada, se dobiček, ki ste ga pri tem ustvarili, obdavči kot kapitalski dobiček. Tako da tukaj neke razlike v obdavčitvi ni. Je pa razlika recimo pri klasičnih vzajemnih skladih, lahko vi pod določenimi pogoji prehajate med različnimi podskladi posameznega vzajemnega sklada, oziroma krovni sklad se reče. In te prehodi niso obdavčeni. Tako da tukaj seveda je to neka prednost vzajemnih skladov napram ETF-ih, ker pač pri ETF-u, ko enkrat enoto ETF-a prodaš, na ta realiziran dobiček plačaš davek. Medtem ko pri klasičnih vzajemnih skladih temu ni tako. Mogoče razlika je tudi to, da v tem primeru, ko se prehaja med posameznimi podskladi krovnega sklada, vso administracijo v zvezi s tem ureja upravljalec vzajemnega sklada, če je seveda ta vzajemni upravljalec v Sloveniji. Tako da tukaj mogoče odpade tudi ena administrativno delo, ki ga sicer bi bil v primeru ETF-ov. Ja, mislim, jaz bi se na to navezal, Jure, kar naprej. Dve, ne toliko davčni, ampak bolj administrativni razliki sta med ETF-ji pa klasičnimi vzajemci. Prva so provizije za trading. Pri ETF-ih, sploh pri tujih brokerjih, plačujete običajno v bistvu nižje provizije in zaradi tega se mogoče kdo odločiti bolj v ETF-e, kot v te klasične slovenske vzajemne sklade. Druga stvar je pa reporting. Če imate vi slovenskega providerja ali pa slovenskega brokerja, boste od njega dobili podatke v veliko bolj urejeni obliki in v tej obliki jih boste lažje oddali na FURS, ali pa če boste prejemali kakršnekoli dividende iz teh skladov, bo davek odvajal že sam broker, se pravi, se znebite te administracije. Če greste pa na tuje brokerje ali pa tuje ETF-e, pa vsa administracija pade na vas. Se pravi, ne samo, da morate skrbeti za vse napovedi na FURS, tudi podatki, ki jih od njih dobite, niso v taki obliki, da bi lahko direktno uvozili v e-davke pa oddali napovedi in tukaj boste imeli veliko več administracije, ampak mogoče na račun manjših posredniških provizij. Zdaj pa kaj ti je bolj pomembno, Mislim celo, nisem 100%, ampak nekje sem slišala, da celo domači brokerji, da ti pripravijo za dobesedno uvoz v e-davke, vse podatke zaračunajo. Tako da tudi to je treba mogoče preveriti pri vseh teh brokerjih, če so kakšni ekstra stroški. Ok, gremo zdaj na to zadevo, ki je tudi bila ena taka zelo žolčna, oziroma ne vem, če žolčna, ampak tako problematična, ker se ne ve točno, kako je zdaj s temi akumulacijskimi ETF-i, se pravi ETF-i, ki reinvestirajo dividende. Tudi tu sem dobila odgovor od FURS-a, odgovor najdete na businesspace.com. Tako da dajmo povedati enkrat za vselej, kako je z akumulacijskimi ETF-i in obdavčitvijo teh ETF-ov. Ja, zdaj pod sam pojem akumulacijski ETF, pač, kot tukaj piše, razumem ETF, ki dobičkov ne izplačuje, ampak dejansko ta sredstva investira naprej v same enote tega ETF-a. Tukaj je treba biti zelo pozoren. Tukaj so namreč možni dve varianti. Ena varianta je, da vlagatelj v zameno za ta zadržan dobiček dobi dodatne enote
bodi si, da je to sklad, bodi si ETF. Če vi dobite dodatne enote, potem se šteje, da so te dodatne enote v bistvu dividenda in je treba vložiti napoved. Zato, ker se šteje, kot da ste vi zastonj dobili dividendo, niste dobili v denarju, ampak ste dobili izplačano v naravi v obliki dodatnih enot ETF-a. Na drugi strani pa, če vi ne dobite dodatnih enot, ampak imate enako število enot, kot ste jih imeli prej, zaradi tega, ker so pa dobički zadržani, pa sama vrednost enote zraste, ali pa če vzamemo vzajemni sklad, vrednost točke vzajemnega sklada zraste, zaradi tega, potem pa v tem trenutku ta dohodek ni obdavčen, torej ne moramo govoriti o dividendah, ampak bo ta, dajmo reči, prirast vrednosti obdavčena šele, ko boste vi to točko vzajemnega sklada oziroma enoto ETF-a odsvojili. In bo to obdavčeno v okviru obdavčitve kapitalskih dobičkov. Zaradi tega je treba tudi spremljati, koliko enot posameznega ETF-a ali pa posameznega sklada imate. Če ugotovite, da se vam je stanje na začetku pa na koncu leta spremenilo, torej da se je povečalo število enot, potem to najverjetneje pomeni, da ste prejeli dodatne enote iz naslova izplačenih dividend in bi bilo to treba prijaviti. Če so pa stanje enot na začetku pa na koncu leta ostalo enako, potem pa tega ne bo treba prijavljati. Jaz sem šla prav preveriti, ker res nikoli nisem oddajala oziroma plačevala davke na akumulacijske ETF-e in sem šla prav preveriti, kakšno je moje stanje enot in sem ugotovila, da je nespremenjeno. Se pravi, da se poveča vrednost same točke in ne, da se izplačuje v obliki dodatnih točk. Recimo, konkretno bom povedala IVDA, to je globalno razpršeni ETF in tukaj gre za to. Gremo naprej. Reinvestiranje, se pravi, tudi tu je bilo eno vprašanje in sicer v vezi z reinvestiranimi delnicami. Kako je s tem, ko to prodamo? Recimo, naprimer, kupil sem 20 delnic družbe X, letos pa sem celotno naložbo prodal in dobil 23 delnic. Kako je z obdavčitvijo teh 3 dodatnih delnic? Če lahko mogoče na hitro, Ivan, odgovoriš. Ja, tukaj se bomo srečali z enim pojmom, metoda vodenja zalog vrednostnih papirjev first in first out, oziroma FIFO metoda. Zaradi tega moramo vedeti, kdaj pridobimo kakšen papir in po kakšni ceni smo ga dobili. Skratka, če je nekdo kupil 20 delnic, potem pa dokupil še dodatne 3 in na koncu vseh 23 skupaj prodal, ni nujno, da bo vseh 23 obdavčenih po enakem principu, pa po enaki stopnji. Lih zaradi tega, ker imamo metodo first in first out, se šteje, da je on najprej prodajal starejše delnice, ampak dobro, v tem primeru je tako prodal vse. Važna je pa metoda first in first out zaradi trajanja lastništva posameznih delnic. Se pravi, čisto konkretno, ker vemo, da po 5 letih stopnja davka na dobiček pade. Če bi ta gospod dobil 20 delnic, recimo 6 let nazaj, dodatne 3 pa šele 4 leta nazaj, bi na prvih 20 delnic plačal kapitalski dobiček po stopni 20%, na tiste dodatne 3 delnice pa kapitalski dobiček po stopni 27,5%, plus dodatna razlika bi bila še v davčni osnovi. 20 delnic, ki jih je dobil 6 let nazaj, je bila njihova nabavna vrednost bistveno nižja, si predstavljam, kot recimo za te 3 delnice, ki jih je dobil pa recimo 4 ali pa 3 ali pa 2 leti nazaj. Tako da spet, evidence so pomembne tudi zaradi teh metode first in first out, pa spremljanja zalog kapitala. Ok, se bomo pol mogoče malce bolj poglobljeno še v FIFO povedali. Gremo naprej in sicer še eno vprašanje vezano na dividende slovenskih izdajateljev. Kako je v primeru izplačevanja dividend slovenskih izdajateljev, pa bi šla jaz kar takoj tudi na to dodatno vprašanje, sicer v primeru delnice NLB, ki jo kupimo na londonski borzi. Jaz odgovoril na ta simpel, Jure, polite zakomplicirano, je prav. Zmenjen. Ja, skratka, če dobimo dividendo izplačeno od slovenskega izplačevalca, potem nam ni treba izpolnjevati nobene posebne napovedi. Izplačevalec bo že sam poročal na FURS-u, kakšno dividendo smo dobili in bo tudi sam odvedel davek. Tako da to je, bo rekel, najbolj enostavna zadeva, kar jo lahko imamo. Če imamo pa vmes kakršnekoli tujce, to bo pa zdaj Jure prevzel, se nam pa stvari lahko bistveno bolj zakomplicirajo.
Ja, zdaj mogoče to je ravno to vprašanje, Marja, ki si rekla. Ne? Torej, če imate vi trgovalno platformo nekje v tujini, ne? In preko te trgovalne platforme trgujete, recimo tudi imate slovenske delnice v portfelju in vemo, da slovenske delnice imajo kar redno izplačujejo dividende, ne? In vi dobite na to tujo platformo neko dividendo. Ne? V zakonu o davčnem postopku v bistvu so kar kompleksna pravila, kdo se šteje za plačnika davka, ki je dolžan v tem primeru narediti davčni odtegljaj. In čeprav gre dividenda v tujino preko posrednika, je v tem primeru zadnji v tej verigi, ki je še v Sloveniji, mora narediti davčni odtegljaj po stopnji 27,5%. In zdaj seveda vi dobite na vaš trgovalni račun samo neto znesek te dividende. Ne? In zaradi tega, ker je bil odtegljaj v Sloveniji že narejen, vi seveda v Sloveniji ne rabite več vlagati napovedi za dividende od teh izplačevalcev. Kaj se pa potem v praksi zgodi? V praksi se pa zgodi to, da seveda ta tuji broker poroča svoji davčni upravi, tuja davčna uprava potem slovenski, da ste vi iz tujine prejeli dividende. In seveda, ker vi v Sloveniji teh dividend niste napovedali, kar je sicer prav, vas bo FURS pozval, boste dobili dopis, kjer vas bo pozval, da morate vložiti davčno napoved od dividend, ki ste jih prejeli v tujini. In v tem primeru je treba FURS-u v bistvu pojasniti, da te dividende, ki ste jih dobili, so v bistvu dividende od slovenskih izplačevalcev, od katerih je bil že narejen odtegljaj 27,5% in da posledično vi ne rabite vlagati napovedi za te dividende. Ker če bi vi še vedno te dividende napovedali, bi v Sloveniji ponovno plačali davek od tega, zato ker bi se vam pa odtegljaj priznal samo do tiste višine, ki je predviden po konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in pa tista država, kjer je lociran broker. Tako da v tem primeru, če mogoče povzamem, long story short, ne vlaga davčne napovedi od teh dividend, ko pa vas FURS pozove, da pojasnite to diskrepanco med podatki, ki jih bo FURS dobil na podlagi avtomatske izmenjave, pa povejte, da gre za dividendo od slovenskih izplačevalcev, zraven se potem tudi predloži nek papir, kjer se to vidi in potem FURS zadevo ustavi, ne nadaljuje postopkov. Jože pa tudi sprašuje, če prav razumem, mi za dividende Krke ni potrebno poročati FURS-u. Tako, pravilno. Ugotovitev je pravilna. Pa še eno vprašanje, tukaj smo dobili od Anžeta, ali rabiš oddati napoved, tudi če imaš slovenski trgovalni račun in ti davek na dividende odvede že broker? Odgovor je, v tem primeru ni treba dajati napovedi, zato ker je plačnik davka v Sloveniji. Res je. Ok, gremo naprej. Dvojna obdavčitev, to je tudi eno tako pogosto vprašanje, kako je s tem. Velikokrat številni vlagatelji bentijo, da plača več davka, kot bi ga morali, sploh če investirajo v švicarska in nemška podjetja. Kako je to možno? Mogoče, Ivan, če bi ti lahko na hitro to odgovoril. Mislim, ja, lahko pride dejansko do neke dvojne obdavčitve ali pa obdavčitve, ki bi bila višja, kot so pričakovali, ampak večinoma so to začasne razlike in stvar se da speljati na način, da dejansko ne pride do dvojne obdavčitve. Zdaj, kje se tukaj ponavadi zatakne? Zatakne se v teh primerih, ko ta tuji izplačevalec že odvede nek davek po njihovih tujih lokalnih pravilih. In včasih je ta stopnja davka zelo visoka, recimo 25, 27, 30%. Ti moraš pa kot slovenski davčni rezident, ker je bil to dohodek prejet iz tujine, še vedno napovedati v Sloveniji. V Sloveniji ti bo FURS od tega dohodka normalno odmeril davek, če je šlo za dividendo 27,5%, če je šlo za kapitalski dobiček pač po tisti lestvici glede na imetništvo in tako naprej. In načeloma ti FURS upošteva tudi davek, ki je bil plačan v tujini. Ampak pri tem davku, ki si ga plačal v tujini, velja ena omejitev. FURS ti nikoli ne bo priznal več kot 15%, ker je to običajno stopnja, ki je dogovorjena v konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčenja med Slovenijo in to tujo državo. Se pravi, če imate možnost že pri izplačevalcu, pri brokerju, zahtevati, da naj vam odvajajo plačen davek po stopnji 15% in običajno boste mogli za to predložiti potrdilo o rezidentstvu, dajte to narediti, ker se vam splača, ker ne boste izgubljali davka v tujini. V Sloveniji vam bojo odmerili davek, kakršenkoli bo,
upoštevali bojo samo 15% plačanih iz tujine, razliko, kar ste plačali pa nad 15%, boste mogli pa sami zahtevati od tuje finančne uprave, kar zna biti pa tudi dolgotrajen pa precej drag postopek. Ja, Ivan, to si zelo dobro povedal in v praksi je tako, sploh če gre za neke manjše zneske, verjetno pač ne boste najemali davčnih svetovalcev v tujih državah, da uredijo za vas to vračilo. Tako da je pa seveda tako, da recimo sploh ETF-i, tisti, ki so distribucijski, torej da redno izplačujejo dividende, praviloma so vedno ustanovljeni v jurisdikcijah, kjer davčnega odtegaja ni, oziroma je v zadnji neka struktura, da se v državi vira ne plača nič davka, ravno zato, da ne bi do tovrstnih primerov prihajali. To pa je dobro vedeti. Ok, gremo naprej. Dividendne dileme so še med nami. Se pravi, ja, v tujini izplačujejo večkrat letno dividende, pri nas praviloma enkrat. A moramo kaj tlele prav posebej vedeti, poleg tega seveda, da imaš več dela, če večkrat izplačuje? Ne, nič posebnega ni. Tudi za dividende zdaj velja, da se jih napoveduje enkrat letno, do 28. februarja. Spet poudarjam tisto, kar sem prej govoril, samo za dividende prejete iz tujine, se pravi od domačih dividend ne dajete posebne napovedi. Je pa seveda treba preko leta spremljati, kaj ste dobili, koliko ste dobili, kdaj ste dobili in vse to vključiti potem v tisto letno napoved. Tukaj smo dobili še eno vprašanje, ki je dobiti podatke o izdajatelju dividend, če si jih prejel preko Revoluta. Revolut je posrednik, ni v bistvu broker, tako da mogoče, če lahko sam na hitrco pojasnemo. Ja, Revolut je samo banka, to je enako, kot če bi prejeli dividende izplačane na TRR, ki ga imate odprtega pri NLB-ju. NLB je pač payment provider kot banka, on ni izplačevalec dividende, ampak na bančnem izpisku se bo verjetno videl, od koga je bila ta dividenda nakazana. Torej, ali se bo videl trail na brokerja ali pa direktno na izplačevalca dividende. In to je tisti podatek, ki je relevanten. Ok, šibamo naprej. Kar se tiče neprijave in pa neresnične prijave, kakšne so kazni, globe, kaj se zgodi v primeru, na hitrco, če lahko samo od FURS-a od 250 do 400 evrov, če ne oddamo davčne napovedi, od 400 do 5000 evrov za navedene nepravilne ali neresnične podatke, poleg globe pa potem plačamo še dodatno davčno obveznost in zamudne obresti. Jure, bi mogoče ti še kaj dodal tukaj? Ja, mogoče samo omenim, tako kot si že povedala, pač globa je višja, če FURS zavajate, torej navajate noter nepravilne in neresnične podatke, kot pa če davčne napovedi sploh ne vložite. Globi se, če recimo naknadno vi ugotovite, da ste pozabili prijaviti kapitalski dobiček ali pa dividende, je tukaj obstaja institut samo prijave. Torej pomeni, da v bistvu vi naredite samo prijavo, za nazaj oddate davčno napoved, in v zameno, seveda, ker ste ravnali proaktivno, vas FURS ne bo oglobil. Še vedno pa je treba plačati zamudne obresti od neplačanega davka, ki pa v tem primeru znašajo 3% in so precej niže kot v primeru, da bi FURS začel nek inšpekcijski nadzor in vam pač potem v okviru tazga nadzora odmeril davek. No, pa dajmo zdaj pogledati, koliko nadzora je bilo opravljenega. Tudi izjava FURS-a pravijo, da nadzori potekajo z zamikom, tako da številni še potekajo. Trenutno pa je v zvezi z neoddajo napovedi dohodnine od dobička iz kapitala za lani sankcioniranih 19 zavezancev, ki jim je bila izrečena skupna globa v znesku 4750 evrov, torej povprečno 250 evrov. 19 zavezancev, ne sliši se prav veliko, ne? Pravzaprav zelo malo, ampak to so zavezanci, ki jih je FURS odkril in pri njih tudi speljal postopek do konca. Vprašanje, koliko jih je v postopku, pa za koliko jih sploh ne vejo. To je tako imenovan detection risk. Ok. Pojmo naprej, gremo na najbolj pogoste napake. Tudi tukaj sem FURS vprašala, katere to so, in sicer navajajo 3 najbolj pogoste, da se napovejo, da dividende napovemo v neto znesku in ne v bruto znesku, kot je pravilno, pa da dosežene dividende takoj se reinvestirajo, se pravi, da ne pride do denarnega toka in davčni zavezanci v določenih primerih teh dividend ne napovedo.
ter da ne vložijo davčne napovedi v elektronski obliki, če je bilo več kot 10 transakcij. A mogoče vi dva opažate še kakšne zadeve, oziroma a gremo mogoče pojasniti, mogoče se bo tlele kdo se bo vprašal neto bruto znesek, kako vemo iz spiskov brokerja, ali imamo neto ali bruto znesek? Broker vam vedno nakaže samo neto znesek, če je slovenski broker, ne? Tisto, kar dobite na izpisku, je neto znesek, zraven dobite pa seveda tudi podatek o plačanem davku. In ko seštejete neto priliv na TRR in znesek plačanega davka, to dvoje skupaj je bruto znesek in to morate, rekel tako, če je domača dividenda, vam sploh ni treba napovedati, če je tuja, je pa to tisti znesek, ki ga morate napovedati. Se pravi, neto priliv plus morebitni zadržani davek. Se pravi, to velja, recimo, ko dobimo od tujega brokerja ta report, ne, pogledamo dividende plus withholding tax in potem zračunamo, seštejemo in to je ta bruto znesek, ne, ki ga moramo napovedati. Drži. Aha, okej. Mislim, da kar se tega tiče, po moje to. Kar se tiče CFD-jev, to bomo pa potem v nadaljevanju povedali, ker to je tudi ena od pogostih napak, ki jo opažamo, da počnejo vlagatelji. Se pravi, gremo na hitrico pogledati tudi to, kje dobimo podatke za oddajo napovedi, recimo to je izpisek iz Interactive Brokers, kot vidite tukaj pač imate performance and statements, imate cel kup nekih reportov, statementsov, tako da tukaj res lahko dobite res veliko informacij, dajte vse malo preklikati, pa malo pogledati, kaj je vsebina teh poročil. Potem velikokrat dobimo tudi, a imate vi mogoče še kaj dodati tukaj, kar se tega tiče, kje dobiti podatke, saj verjetno to ni neka znanost, potegniti dol podatke iz brokerjev. Vsaka platforma ima pač svoje izpise, no, res pa je, da niso vsi enaki, pa da nimajo enakega nabora podatkov. Ja, to je res, ja. Ampak vsi pa moramo izpolniti tele obrazce na e-davkih, ne, in tukaj se številni vprašajo, kako poiskati davčno številko izplačevalca dividend, kje dobiti identifikacijsko številko podjetja in pa seveda gremo najprej to odgovoriti. Za katera podjetja je treba iskati davčno številko in ID, recimo za ameriška je potrebno ali ni potrebno? Mislim, se tukaj že obrazec sam lepo reče, ne? Za slovenska podjetja rabite prav davčno številko, ne? Za tuja podjetja pa kakršnokoli identifikacijsko številko oziroma znak, po katerem je mogoče izplačevalca identificirati. Ni nujno, da je davčna številka, lahko je tudi registrska, Američani imajo TIN številko, Tax Identification Number in tako naprej. Potem pogosto vprašanje, ki ga dobivamo, in tudi tukaj mislim, da danes je nekdo vprašal, kaj se napiše pod uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi. Ja, zdaj, glede na to, da jaz mislim, da tukaj velika večina, da praktično vsi poslušalci ste davčni rezidenti Slovenije, za vas ta okvirček ne pride v poštev. Zato, ker vi v bistvu ne morete uveljavljati nobene oprostitve kot rezidenti, zato, ker ima Slovenija praktično z vsemi državami tako imenovano kreditno metodo in ne metodo iz oprostitve, kar pomeni, da lahko tuj davek vi tukaj v bistvu za ta tuj davek zmanjšujete vašo davčno obveznost, tako da ta del v bistvu pustite prazen, ne morete uveljavljati oprostitve. Tukaj smo dobili še eno vprašanje za podjetje Novartis. Podjetje je iz Švice, kotira na newyorški borzi. Kaj je pri napovedi dohodnine država vira in kaj je država izplačevalca v tem primeru? Odkot pridejo dividende izplačane? Ja, to pa ne vem. Dohodnina za podjetje Švica, kotira na newyorški borzi, to pa ne vem. Jaz mislim, da je tukaj Švica država izplačevalca. Ker tudi recimo se tudi Krka, delnice Krke tudi kotirajo na različnih borzah. Mislim, da tudi v Londonu recimo pa še vedno bo država izplačevalca Slovenija in ne London. Pa NLB tudi dosti podobna, mislim, ista zgodba, ne? Tako. Ja. Se pravi, potem v tem primeru, kaj napišemo v okencu za oprostitev dvojne obdavčitve po mednarodni pogodbi? Ta okence se pusti prazen. Se pusti prazno, ok. Gremo naprej. To je en primer, ki sem ga naredila tako zelo na hiter v Excelu. Jaz vsem svetujem, da si pomagate z Excelom. To so vsi te podatki, ki jih dobimo na e-davki in pač tukaj vse te podatke lepo noter vnesemo. Ključna stvar je, da se zadeve je potrebno preračunati
iz dolarjev, recimo, če imaš dolarske delnice v evre. Pomembno je, da se upošteva tečajnica Banke Slovenije in potem, ko te zneske dividend, recimo 3,28, vnesemo, je potrebno preračunati v evre in podobno je tudi z davkom, ki ga plačamo v tujini in to je to. To je načeloma zelo en tak simpel pregled. Jaz sem sicer tukaj dodala še davčno številko in pa ID izplačevalca, pomagamo si spletno stranjo taxid.com, ker imaš v bistvu vse podatke zbrane za ameriška podjetja, pa tukaj si lahko pač pomagamo z Banko Slovenije, njeno tečajnico in je to. To je v bistvu nekako si lahko s tem pomagamo, če nimamo nekih prav kompleksnih transakcij. Imate vidva še kaj za dodati tukaj? Niti ne, no. Edino spet ta opomba, ne, znesek dividende mora biti bruto. Bruto, ja. Tako. No, v glavnem, gremo naprej. Oddaja davčne napovedi, zdaj veliko ljudi išče seveda rešitve in bližnjice, kako bi to naredili s čim manj truda. Na Discordu Money House se pač med sabo izmenjamo različne izkušnje in znanje, ki jih imamo in uporabniki Discorda svetujejo, da si pomagate z GitHubom, ker je v bistvu zelo enostavna konverzija, oziroma ne vem, če je toliko enostavno, se mi zdi, da vseeno je potrebno imeti nekaj znanja, da to se nekako aktiviraš. Ampak ja, lahko preverite, pa boste videli, če vam to lahko pride prav. Tudi mislim, da je en v chatu napisal, da pač si lahko pomagamo s to skripto. Tako da, a imate videli še kakšno idejo, kako bi lahko si olajšali življenje? Ne, žal ne. Če imaš iz tujine, operiraš s podatki, ki ti jih da broker ali pa provider. Za domače so verjetno malo bolj strukturirani, pa je lažje narediti, no, kaj več od tega pa ne moramo. Ja, jaz bi mogoče sam to rekel, ne, če ste toliko dosledni, pa vztrajni, pa disciplinirani, da si sproti vodite transakcije, a ne, oziroma da vzporedno vodite po FIFO metodi transakcije, tako kot jih je treba potem na FURS poročati, to zelo olajša celo zgodbo. Potem za nazaj iskati je veliko težje, kot pa če sproti, ko naredite trade, to še vpišete v neko vašo tabelo, je potem veliko lažje finalizirati pa to davčno napoved tudi dati. Tako da. Kako je za dokazili? Moramo kaj pošiljati v FURS-u? Ivan, imaš kakšno idejo? Fajn je poslati, no, če boste dali premalo, boste dobili poziv za dopolnitev vloge, ampak vedno je fajn, da zraven dokazila, ki dokazujejo tisto, kar ste vnesli noter sami v napoved. Se pravi, ali kakšne izpise, ali povzetke, ali dokazila v tujini plačanem davku. Skratka, vse, kar vpliva na izračun na davčne obveznosti, je fajn, da ima tudi paper trail za sabo. Ok, gremo naprej. FIFA, to smo že nekaj omenili, samo da vidim, če so kakšno tako vprašanje, ki bi bilo fajn, da jih odgovorimo. Kako je z davki, če mesečno kupuješ ETF, ali se šteje čas posameznega vplačila? Ja, vsako vplačilo je nova pridobitev kapitala in za vsako to enoto, ki se na novo kupu, začne rok lastništva na novo teči in tudi nabavna vrednost je določena na tisti datum. Denis, smo tudi tako zanimivo vprašanje in sicer številni investirajo v iste naložbe, kupujejo delnice pri dveh brokerjih, recimo Denis je kupil delnice AMD-ja na Interactive Brokers, potem pa še na Trading 212, na to je to prodal na Trading 212, je prodal te delnice in zdaj se sprašuje, katere delnice se upoštevajo kot FIFO. Tiste kupljene na Interactive Brokers ali na Trading 212? To je istovrstni kapital, to je že Jure prej omenjal, ne, ker gre za ene in iste delnice, ni važno, da jih imate v dveh različnih žepih v istih hlačah. Še vedno gre za ene in iste delnice in treba imeti kombinacijo obeh trading accountov in upoštevati first in first out, ne glede na to, na katerem trading accountu si jih dobil ali pa odsvojil. Ja, jaz se tukaj čisto strinjam z Ivanom in spet poudarjam, da je pomembno imeti, ne se zanašati na izpise od traderjev, ampak imejte zraven še neke svoje evidence, kjer boste lahko to ustrezno vodili, ker lahko potem res nastane, če imate veliko tega zmeda. Se pravi, če imaš več teh brokerjev, imaš več tudi težav. Lahko, če imaš enake vrednostne papirje pri več od njih. Ja. Tako, ja. Pojdimo naprej, menjava brokerja, kako je zdaj s tem?
Na kaj moraš biti pozoren, če zamenjaš brokerja, a pa da, ne vem, se karkoli zgodi z brokerjem? Z vidika same obdavčitve ni to nič posebnega. Največji problem je, kakšen nabor podatkov ti bo broker dal, ko ga boš zapustil. Zadeva je ista, kot če zamenjaš hišnika ali pa upravnika v hiši, to ne pomeni, da boš plačal davek na promet nepremičnine. Še vedno imaš isti portfelj, samo drugega brokerja, drugega upravnika. Fajn je pa dobiti podatke od brokerja, ki ga zapuščaš, zaradi tega, ker v tistih podatkih imaš noter in datume pridobitev in nabavne vrednosti in celoten svoj portfelj. Kaj pa, če pozabiš, oziroma pač nisi se toliko angažiral, da bi pridobil to zgodovino, kaj pa potem? Težave. Ne vem, nekako boš mogel priti do teh podatkov, če boš hotel potem, ko boš enkrat prodal svoj portfelj, upisati pravilne podatke za obdavčitev. Če ne te čakaš 20 let, ko ni več obdavčeno. Ja. Ok. Frakcije, delnice, se veste, lahko kupujemo desetinko ene delnice, recimo Amazona. Kako je z davki v primeru prodaje in kako je z dividendami? Tukaj neke razlike ni. Ali kupiš celo delnico, ali kupiš 1/10 delnice. V vsakem primeru ob prodaji plačaš kapitalski dobiček in pa dividende so obdavčene. Samo treba je pač ustrezno, ko se tam izpolni, kakšna je recimo zaloga vrednostnega papirja in tako dalje, da se pač tudi potem upiše, ne vem, če imate 1/10, da je to 0,1 delnice, in ne, da je to cela delnica. Pa cepitev delnic, to je zelo aktualna zadeva zaradi Alphabeta. Kako je s tem? Ja, cepitev delnic je neobdavčena transakcija, ker to samo pomeni, da se ena delnica razdeli na dve delnici, torej vi niste odsvojili delnic, in v primeru, da ni tukaj nobenih denarnih doplačil, ampak dejansko se samo delnica razcepi, potem davčnih učinkov v tem primeru ni. Ok, šibamo naprej, zdaj smo prišli do izvedenih finančnih inštrumentov. Kaj so sploh izvedeni finančni inštrumenti, kakšna je obdavčitev? Če lahko malce več povemo o tem. Ja, mogoče sama definicija izvedenih finančnih instrumentov boste najdeli v ZTFI-1, torej Zakon o trgu finančnih instrumentov. Najbolj pogosto izvedeni finančni instrumenti so recimo opcije, terminski posli, CFD-ji in tako dalje, te zadeve. Obdavčitev samih dobičkov je v osnovi zelo podobna kot pri kapitalskih dobičkih iz delnic z eno pomembno razliko, in to je, da če vi izveden finančni instrument odsvojite znotraj obdobja enega leta od pridobitve, znaša davčna stopnja 40%, kar je v bistvu veliko več kot pri navadnih, dajmo reči, vrednostnih papirjih. Kako je v primeru, recimo na eToro, pogosto se zgodi neizkušenim vlagateljem, da namesto neke delnice ali pa ETF-a kupijo CFD? Kako je v tem primeru? In potem verjetno vprašanje tudi, če znajo pravilno oddati napoved. Tukaj treba res paziti vsebinsko, kaj kupujete. Dosti ljudi se recimo zafrkne, ker mislijo, da kupijo vrednostni papir, v resnici kupijo pa izveden finančni inštrument. In zdaj, če ga bodo držali več kot eno leto, ni nobene razlike, ali so kupili eno ali drugo. Če bodo pa prodajali znotraj enega leta, je pa res ta bistvena razlika, ker je izveden finančni inštrument, kapitalski dobiček iz njega bo obdavčen 40%, medtem ko redni kapitalski dobički bili pa 27,5%. Vsebinsko res treba biti pozoren. Ja, bi še to omenil tudi, da eno je seveda vprašanje obdavčitve, drugo je pa to, da je treba tudi za izvedene finančne instrumente vložiti drugo davčno napoved kot za vrednostne papirje. Mi smo tudi že v praksi imeli izkušnjo, ko je nekdo, čeprav je bilo več kot eno leto imetništva, je napovedal pod vrednostni papir in je dejansko zahteval, da se da ločena napoved za izvedene finančne instrumente, čeprav počrta obdavčitev je bila enaka. Samo malo več dela si potem imel, ne? Tako. Kako pa je recimo v primeru trgovanja z opcijami, Domen sprašuje, kjer se uporablja strategije prodaje in nakupa ter nakupa in prodaje? Kako je poročanje FURS-u? Ali je kakšna posebnost tukaj? Ja, opcija je izvedeni finančni instrument, tako da tukaj treba pač oddati potem davčno napoved za
obdavčitev dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. In pa treba se zavedati, da pač, če ste ustvarili pri tem dobiček, znotraj enega leta, da bo ta dobiček obdavčen po stopnji 40%. Ok, gremo zdaj še na optimizacijo davkov. Imate kakšen dober recept, kako plačati čim manj davkov? Pri kapitalskih dobičkih pa dividendah, bom rekel tako, če delujete kot fizična oseba, ni kakšen velik kunšt oziroma niti ni toliko opcije za optimizacijo. Ve se, kakšna so pravila, koliko se plača pri dividendah, kako se plačuje pri kapitalskih dobičkih in to je to. Drugo je pa pol, če enkrat že presežeš ta nivo osebnega tradanja in bi se rad s tem začel poklicno ukvarjati. Zdaj, ena varianta je, da to zapelješ preko samostojnega podjetnika, kle je ena res velika posebnost, ker bo mogoče pol Jure razložil. Druga opcija je pa, da greš preko pravne osebe, prek d.o.o.-ja, kjer veljajo pa pol popolnoma drugačna pravila, ker kar naenkrat nisi več obdavčen po zakonu o dohodnini, ampak po zakonu o davku od dohodkih pravnih oseb, kjer pa primarno veljajo računovodska pravila. Se pravi, kako vrednotiš svoje naložbe, ali jih vrednotiš po pošteni vrednosti ali po nabavni vrednosti, katere smeš po eni, katere smeš po drugi, tudi obdavčenje je različno. Mogoče največja razlika se mogoče prizna pri dividendah, zato ker dividende, ko jih prejmeš kot fizična oseba, so v celoti obdavčene, medtem ko pri pravnih osebah se pa lahko dividende skoraj v celoti izvzemajo iz davčne osnove. Se pravi, računovodsko je to prihodek za firmo, za družbo, za davčne namene se bo pa štelo, da tega prihodka ni bilo in se od tega praktično ne bo plačal davka. Jure, bi ti prevzel še za SP-je? Mogoče bi se še navezal malo na samo optimizacijo davkov, mogoče za fizične osebe en tak recept, pa nasvet, da moramo reči, recimo, če imate neko zgubarsko delnico ali pa ETF, mogoče je fajn, če recimo porabite to kot nek davčni ščit, torej če vi recimo že vidite proti koncu leta, da boste s trgovanjem ustvarjali nek dobiček, pa lahko potem en del tistih zgubarskih delnic recimo prodate, ustvarite izgubo, zato da si ta dobiček zmanjšate. Torej recimo, če vi veste, ok, iz te naložbe bom šel ven, ne vem, je izgubarska, da ne prodate vsega v enem letu in takrat ustvarite neko veliko davčno izgubo, ki jo potem ne morete prenašati v naslednja leta, ampak recimo, da vsako leto potem prodate en del tega, zato da nekako zmanjšate recimo ta dobiček. Je pa seveda to spet na nek način špekuliranje, ker po drugi strani pa ne veste, kaj se bo s tem vrednostnim papirjem dogajalo, bo šel še bolj v minus ali ne, tako da, ampak to je recimo mogoče neka tehnika. Zdaj, kar se tiče pa SP-ja, je pa tako, vi v bistvu z vrednostnimi papirji vi ne morete trgovati v okviru SP-ja, zato ker zakon jasno določa, da recimo dividende in pa kapitalski dobički se vedno obdavčijo v okviru obdavčitve dohodkov iz kapitala in ne kot SP. Kot SP lahko vi trgujete samo z izvedenimi finančnimi instrumenti, torej da upravljate dejavnost, in pa seveda z kriptovalutami. A bi lahko mogoče pojasnili, to je res pogosto vprašanje, kdaj je treba prijaviti trgovanje kot dejavnost, tudi Žan sprašuje. Verjetno mi mislite glede kriptovalut, ne? To je najbolj klasično vprašanje, kdaj se šteje za dejavnost. Dajmo najprej to. Zdaj tukaj, če vas ta tema zanima, vam toplo svetujem, da mogoče obiščete spletno stran Fursa, kjer je Furs na to temo objavil kar eno precej dolgo stališče, v katerem noter tudi daje posamezne kriterije, kdaj se trgovanje, pa je zdaj vse, je to kriptovaluta, ali so to rabljeni avti, ali so mogoče umetniška dela, kdaj se trgovanje z nekimi premičninami šteje za dejavnost. In potem je seveda tam napisano, koliko mora biti tradeov na leto, kakšna je vrednost portfelja in tako dalje. Tako da jaz mislim, da to nekako presega tale webinar danes, tako da če vas to zanima, res bi vas usmeril na ta dokument. Mislim, po definiciji je dejavnost kakršnokoli delovanje na trgu, ne glede na rezultat. Se pravi, tudi če nimaš dobička, lahko ustvarjaš, lahko že imaš dejavnost. Zdaj v preteklosti, ko je bilo zelo aktualno preprodaja vozil, če si ti 3-krat na leto ali pa 5-krat na leto avto zamenil, je že Furs dal ušesa po koncu pa rekel, ti se pa že ukvarjaš s preprodajo vozila.
Še 10 let prej so vsi mobitele menjali gospodne gate, ne, in je bilo tam že vprašanje, če zamenjaš 3 mobitele ali pa 5 mobitelov na leto, a je to že dejavnost ali ne. Skratka, ni neke trde meje, ne, kjer bi rekel, če pa presežeš tako število transakcij, je pa to že dejavnost. Gleda se od primera do primera, tudi FURS bo rekel, gledamo od primera do primera. Mogoče sam ena opazka tukaj, ne, zdaj je v javni razpravi je nov predlog zakona o davku od virtualnih valut. In tam noter je pa že ena delna rešitev, kjer piše noter, da če prodajate pa kupujete virtualne valute zgolj v svojem imenu in za svoj račun, ne glede na obseg, se pa to ne šteje za dejavnost. Zanimivo. In kaj še prinaša predlog obdavčitve kriptovalut, virtualnih valut, ne kriptovalut? Zdaj, kaj pa je razlika kriptovalute oziroma virtualne valute? To je to. To je to. Ena in ista stvar, samo različen izraz. V preteklosti je že bil en predlog, ki je sprožil dosti veliko polemik. Kot prvo za definiciji pa vsebine, se pravi, kaj so virtualne valute in kaj je dejavnost. Drug problem je bil precej neugodna obdavčitev. To ne bi bilo obravnavan kot transakcijski davek, se pravi, na vsako prodajo ali nakup s kriptovaluto bi plačal določen odstotek davka, ki je bil relativno visok. Zdaj v novem predlogu je pa stvar malenkost omiljena, davčna stopnja ni več tako visoka, je zgolj 10%, plus priznanih imaš 50% normiranih stroškov in še dodatnih 10.000 evrov davčne oprostitve. Se pravi, zelo po domače povedano, do 10.000 evrov obdavčljivih dohodkov iz kripta bo popolnoma neobdavčeno, presežek nad 10.000 evrov se ti bo pa najprej znižal za polovico, to je teh 50% priznanih normiranih odhodkov, in samo na preostanek boš potem plačal 10% davek. Ampak zaenkrat še v fazi predloga. Je pa tudi par stvari ostali nedodelanih, ena od večjih stvari ali pa večjih polemik, ki jih jaz vidim, da bojo tako imenovani stablecoini. Čisto konkreten primer, če jaz 20.000 evrov zamenjam v stablecoine, pa potem s temi stablecoini nekaj kupim, ali jih pa prodam, ali pa karkoli. Zakaj bi jaz plačal davek od te transakcije s stablecoini, če se moje neto premoženje ni nič spremenilo, nič nisem zaslužil s tem. Mislim, da bo ta problem treba nasloviti. To bo zanimivo spremljati. Tukaj je še eno vprašanje, mislim, kar se tiče kripte, kar nekaj vprašanj, ampak dajmo to odgovoriti. Za bodoči kriptodavek ali davčni dogodek le ko nakažem nazaj na svoj bančni račun. Kdaj se zgodi davčni dogodek? Verjetno tako kot na klasični borzi, oziroma menjalnici, platformi. Mislim, v predlogu je pisalo, ko zamenjaš virtualno valuto za fiat valuto, da je to obdavčljiv dogodek, ali pa če z virtualno valuto nakupaš blago ali pa storitev, da je to tudi obdavčljiv dogodek. Se pravi, dokler ti menjaš kriptovalute znotraj trading accounta in jih ne zamenjaš za fiat, to še ni obdavčljivo. Ko pa enkrat zamenjaš za fiat, ne bi pa bilo obdavčljivo, se pravi, kot je ta dohodek dan na razpolago, ali pa ko si ga dejansko izplačaš na TRR. Dajmo še pogledati, a je še kaj takega, kar bi mogli vedeti o novem predlogu, kdaj bo to sprejeto, koliko časa se bo zdaj razpravljalo o tem, kakšna je dejansko možnost, da bo sprejeto? Možnost, da bo sprejeto za moje pojme, pa to je moje čisto subjektivno mnenje, je kar precejšnja. Ker vsi si po eni strani želijo regulacije, da bodo vsaj vedeli, po kakšnih pravilih delati. Glede časa ne vem, trenutno je stvar v fazi predloga predpisa, še vedno se zbirajo predlogi, pripombe, kako bi bilo stvar drugače, kaj definirati, spremeniti in tako naprej, pa gre še naprej v parlamentarno proceduro. Mi je pa zanimivo, da je noter v zakonu napisan, da bo začel veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu. Se pravi, ni napisan, da bo začel veljati na začetek določenega koledarskega leta. Jaz bi nekako predvideval, da bo začel veljati v letu 2023, ampak so dali noter kar 15 dni. Tako da prehodne določbe za moje pojme bo treba še dopolniti, pa pustimo se presenetiti, da bomo videli, v katero smer bo šla potem rešitev. Je pa ta rešitev oziroma ta obdavčitev kar precej bolj prijazna, kot pa do tistih, ki v bistvu sistematično, dosledno že desetletja varčujemo na borznih trgih. Ja, bi rekel, da je precej ugodno.
Jure, ti si, a boš kaj dodal? Ja, mislim, jaz bi predvsem omenil, mislim, da je tudi eden v chatu omenil, ko se primerja to z IFI-om, izvedenimi finančnimi instrumenti, pa sploh nastane nek zelo velik gap tukaj. Okay, vemo, da oba naložbena tipa sta bolj tvegana od, recimo, nekih navadnih delnic ali pa ETF-ov. Ampak vseeno tukaj ne vidim razloga, zakaj takšno razlikovanje, oziroma dajmo reči, pač po mojem mnenju ta ekscesna stopnja 40% pri izvedenih finančnih instrumentih je po mojem neprimerna in tudi v tujini načeloma takih stopenj ne poznajo, ampak so stopnje primerljive obdavčitvi navadnih kapitalskih dobičkov. Še eno vprašanje imam tukaj, ki se tudi kar pogosto pojavlja, tudi mislim, da smo ga dobili danes v chatu, ko dobiš vrtoglave prilive na svoj TRR, kaj se zgodi, recimo 100, 200, 300 tisoč evrov, kaj to pomeni, kdo te pokliče, kaj hočejo od tebe? Prvi klic bo verjetno prišel od banke, pa ne toliko zaradi obdavčitve, ampak zaradi zakonodaje z področja preprečevanja pranja denarja pa financiranja terorizma. Predvsem bojo hoteli vedeti izvor teh sredstev, se pravi origin of funds. To jih bo zanimalo. Banka ima možnost po zakonu ta sredstva do 3 dni zadržati in jih ne izplačati naprej. V vmesnem času bo pa tudi najverjetneje že obvestil tudi FURS, oziroma se znajo že kakšni red flagi pri FURS-u zaradi izmenjave podatkov z bankami sami pojaviti. In bo verjetno tudi FURS preveril, da ste te dohodke v preteklosti prijavljali, oziroma gre za take dohodke, ki bi jih sploh mogli prijaviti. V prvi vrsti pa to ne bo problem obdavčitve, ampak bolj preprečevanje pranja denarja. Ja, jaz bi še dodal to, da v bistvu, če imate vi bančni račun v Sloveniji, odprt pri slovenskih bankah, ima FURS dejansko neposreden vpogled v ta račun. Če imate pa vi bančne račune v tujini, potem pa tega neposrednega vpogleda ni, seveda pa enkrat na leto FURS dobi informacijo od tuje banke, glede tega, kakšno je stanje na računu in pa kakšen je bil promet. Tako da v tem primeru pač tem pride do določenega zamika, ampak da bi pa to skrili pred FURS-om, pa v bistvu zelo težko. Se pravi, ne gledajo samo na točno določen dan, ampak prečekirajo, kaj se je dogajalo na računu, se pravi, da ne bi mogel v bistvu zmanipulirati, Se pravi, da ne, to je pomembno, da vemo. Nekaj vprašanj je še ostalo, ampak so nekatere toliko specifične, tako da jaz se opravičujem, vseh pač ne moramo obdelati. Mogoče samo to, kar vem, da veliko Slovencev investira tudi preko platforme Bondora. Tle so kakšne posebnosti, kako je z obdavčitvijo, verjetno to gre za obresti ali kako? Peer-to-peer platforma je to? Če gre za peer-to-peer lending, se pravi posojanje denarja, kakršnakoli dohodek iz posojanja denarja bo obdavčen kot obresti. Se pravi, po domače povedano, tudi če vi sosedovi pepci posodite denar in vam je dolžna plačati obresti, bi mogli vi te obresti sami napovedati. V tem primeru te platforme, ko gre za obresti prejete iz tujine, ste še toliko bolj dolžni sami napovedati. In potem plača tudi davek 27,5% na obresti. Je pa pri obrestih malenkost drugače kot pri dividendah pa kapitalskih dobičkih, namreč ne napoveduje se jih samo enkrat na leto, se pravi do 28. februarja za celo leto nazaj, ampak je treba to sproti napovedovati. Imamo še kaj za zaključek? Smo vse povedali, smo obdelali te najbolj ključne stvari, ki bi morale oziroma ki zanimajo najbolj vlagatelje v tem hipu? Ja. Mislim, da smo. Če ima kdo še kaj za vprašati, bo pa verjetno mail poslal. Bo pa poslal mail, se strinjam. Jaz predlagam, da kar zaključimo. Odgovorili smo še na dodatnih 19-20 vprašanj, poleg teh 35, ki sem jih pripravila. Da smo bili zelo pridni. Še to, preden zaključimo, bi vas rada povabila na delavnico Finančno močna, se pravi finančna delavnica za ženske, ker bomo govorili o investiranju, o upravljanju denarja. To je 17. februarja ob 17. uri. Mogoče zanimivo darilo za Valentinovo, če ta praznik ljubezni sploh še praznujemo oziroma praznujete, tako da vabljeni. Jure, Ivan, najlepša hvala, da ste si vzela čas in delila to vajno znanje z vsemi nami, tako da iskrena hvala. Hvala za povabilo.
Z veseljem še kdaj. Hvala, Marja. Jaz mislim, da ta tema bo vsako leto aktualna, glede na to, kako pogosto se davčna zakonodaja spreminja. Res je. Mi bomo seveda spremljali te spremembe in tudi poklicali v primeru, da bomo seveda potrebovali kakšna pojasnila. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali v živo in seveda tudi lep pozdrav vsem tistim, ki nas boste gledali ali pa poslušali z zamikom. Želim vam lep dan, uživajte življenje, ne vas davki ne spravijo v slabo voljo. Skratka, poslušajte Money Cow, ne bo vam žal in lep pozdrav.